prinašamo dan. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljeni, dragi otroci in vsi ostali, ki nas spremljate. Letošnje šmarnično branje je posvečeno različnim svetnikom. Ste mogoče opazili, da imajo nekateri svetniki zelo nenavadna imena. No in tudi včerajšnja zgodbica nam je pripovedovala o sveti Notburgi, o deklici, ki je bila dekla. Serafinček je včeraj povedal, da je bila po srcu zelo dobra in ponižnega srca. Njen gospodar je hotel, da bi v soboto žela žito, ko je že zvonilo v cerkvenem zvoniku in naznanjalo delopust. Takrat je rekla gospodarju, naj srp sam odloči. Dvignila je srp, ki je obvisel v zraku, kar je bilo očitno znamenje, kako mora ravnati. Današnja zgodbica pa nosi naslov Rok Romar. Manca je bila zelo radovedna. Omenil si romarje. Kaj imajo romarji tudi svojega predstavnika v vrstih svetnikov? Tudi. Enemu izmed njih je ime Rok. To ime vam je verjetno zelo dobro poznano. Živel je približno pred 700 leti. Rodil se je v Franciji. Starši so mu zelo zgodaj umrli in z njimi je podedoval veliko bogastvo. Torej je bil bogat svetnik, ga je prekinila Tamara. Bil je bogat, vsaj na začetku. Svoje premoženje je namreč razdal revežem in se odpravil na romanje v Rim. Saj res, romanje prihaja iz imena mesta Rim, ki se mu po italijansko reče Roma, se je spomnila Manca. Drži, je prikimal Serafinček. Vendar takrat ni bilo letal ali vlakov. Ljudje so romali peš. Po Italiji pa je razsajala huda kuga. Ta je bila razširjena in zelo nevarna bolezen. V kratkem času je umrlo veliko ljudi in nobenega zdravila niso poznali. Rok se je zato na svoji romarski poti večkrat ustavil in stregel kužnim bolnikom. Kaj ga ni bilo strah, je zanimalo Tamaro. Lahko bi vendar tudi sam zbolel. Ne, nič ga ni bilo strah. Izročil se je v Božje varstvo. Tudi v Rimu je skrbel za bolnike. Pri tem je veliko molil zanje. Mnogo je tudi ozdravil. Torej, je imel zdravilo, se je začudil Peter. Ne, ni imel zdravila. Zdravilec je bil Bog. Rok je namreč bolnike vedno tudi prekrižal. In nekateri so čudežno ozdraveli. Vendar je kasneje tudi sam zbolel. Ko se je vračal domov, je zbolel za kugo. Najprej je ležal med bolniki, potem pa mu je uspelo priti v gozd. Pri tem se je bolj vlekel kot hodil, ker je bil tako zelo šibek. Kaj, tam ni nihče skrbel zanj, ga ni bilo strah, da bo od lakote umrl, ga je spet prekinila Manca. Bog vedno poskrbi za svoje služabnike, je nadaljeval Serafinček. In tudi za Roka je poskrbel. K njemu je redno prihajal angel in mu nosil pijačo, da ne bi umrl od žeje. Z bližnjega gradu pa mu je kruh in meso prinašal pes. Človekov najboljši prijatelj, je vzkliknila Manca. Da, za pse nekateri pravijo, da so človekovi najboljši in najzvestejši prijatelji. Rok tako ni umrl, temveč je ozdravel in se spet odpravil proti domu. Ko se je vrnil v domače mesto, je bil tako spremenjen, da ga ni nihče prepoznal. Sam pa tudi ni mogel povedati, kdo je. Takrat je bilo njegovo domače mesto vpleteno v vojno s sosednjim mestom. V tistem času so se mesta pogosto vojskovala med seboj. Se je Rok tudi udeležil vojne, je zanimalo Petra. Ne, ni se je udeležil. Ker ga ni nihče poznal, so bili prepričani, da je vohun iz sosednjega mesta. Zato so ga zaprli v ječo, kjer je po 5 letih umrl. Ojoj, kako žalosten konec, je vzdihnila Tamara.
Sveti Rok je danes priprošnik pri Bogu, kadar kdo zboli za kako hudo kužno boleznijo. Če boste na oltarju v cerkvi videli svetnika, ki ima ob sebi psa, je to Sveti Rok. To mi je pa všeč, da je tudi pes zraven, saj si tudi psi zaslužijo svojega zavetnika v nebesih, je pokimala Manca. Tako, dragi šmarničarji, včerajšnja naloga se je glasila, da povabi svoje starše, da greste skupaj k sveti maši. Ob spremljanju zgodbic letošnjih šmarnic ste verjetno si tudi zapomnili, da so naši svetniki veliko molili, veliko hodili k sveti maši in veliko prejemali sveto obhajilo. In to nam da moč, da bomo tudi mi si izborili pot v nebeško kraljestvo. Današnja naloga pa je čisto bolj praktična. Pospravi in počisti svojo sobo. Kakšna kaj izgleda naša soba? Naše šmarnično branje pa zaključimo z molitvijo. Danes bomo zmolili molitev O Gospa moja in se bomo Mariji izročili v Božje varstvo. Pa se kar pripravimo, sklenimo roke in molimo. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti v danega skažem, ti danes posvetim. Svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoja dobra mati, varuj me, brani me, kakor svoje last in posest. Amen. Dodali bomo še nekaj vzklikov iz litanij Matere Božje. Zdravje bolnikov, prosi za nas. Pribežališče grešnikov, prosi za nas. Tolažnica žalostnih, prosi za nas. Pomoč kristjanov, prosi za nas. Kraljica angelov, prosi za nas. Pa obrnimo se še na našo Petrovško Mati Božja. Petrovška Mati Božja, prosi za nas in Sveti Rok, prosi za nas. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Se vidimo jutri na predzadnji dan šmarničnega branja. Z Bogom, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.